Malo šli na zakup, vse, Zdaj bo spet malo pomlad in bo toliko svetlo in toplo, da... Da nam ne bo treba tukaj biti. Še raje ven. Tukaj je kar v redu, ko vas poslušamo. Če bi pa od zunaj vas poslušali, bi pa tudi bili zunaj. Vse je jasno. Sam danes vam bom povedal nekaj, kar mora biti traumatično. Zdaj namreč nismo prav govorili o psihoanalizem filmu, čeprav je naslov teh srečevanj psihoanalizem film. Danes pa bomo. Govorili bomo o psihoanalizi in to tako, kot je treba. In o filmu. Nažalost je psihoanaliza v glavnem tudi v teh krajih še vedno neobstoječa, če lahko pravim, da izraz ne obstaja. Ljudje o psihoanalizi ne vedo ničesar, pa tudi ne želijo vedeti. To je zanimivo in pomembno dejstvo, ki pa ga zna pojasniti ravno psihoanaliza. Zato bomo, da zadostimo tudi naslovu, najprej spregovorili o tem, kaj psihoanaliza je, s čim se ukvarja, potem pa bom govoril o dveh filmih, o dveh klasičnih filmih, ki sta po skoraj 100 letih, malo manj, veliko bolj pomembna za nas, ki živimo v letu 2016, kot se to zdi. Veliko bolj pomembna stvar. In upam, da bom skozi oba filma pokazal, v čem je radikalnost psihoanalize. In to bo tudi del odgovora, zakaj se s psihoanalizo resno ne ukvarja tako rekoč nihče. Preprosto je preveč traumatična. Psihoanaliza je preveč radikalna, da bi se ljudje z njim ukvarjali, zato jo praviloma poskušajo zaobiti ali pa razglasiti za nekaj, s čimer se ni treba ukvarjati. Recimo za nekaj, kar je že zdavnaj preseženo. So običajni ugovori, ki jih ljudje imajo. Ti ugovori so prazni, ne pojasnijo ničesar, nikoli niso in se iz leta v leto, oziroma iz desetletja v desetletje zgolj ponavljajo. Zato bom spregovoril o nekaterih dimenzijah, nekaterih razsežnostih psihoanalize in pravim, to ne bo nekaj, kar je običajno na predavanju, se pravi nekaj, kar bi bilo za vas prijetno in prijazno, ampak mora biti nekaj, kar je traumatično. Če boste o tem razmišljali, o čemer bom danes govoril, se boste z menoj preprosto morali strinjati. Torej, psihoanaliza se rodi, se rojeva ne samo skozi analitične izkušnje, ki jih imajo zlasti histeričarke ob koncu 19. stoletja, ampak se rojeva skozi neke koordinate, ki na prvi pogled niso
razvidne. Naprimer, ko Freud začne študirati na Dunajski medicinski fakulteti medicino, on veliko časa posveti branju Darwinovih del. Čeprav ni biolog. In se celo potrudi, odpotuje v Veliko Britanijo k svojim žlahtnikoma in nabere celo vrsto Darwinovih knjig, da bi jih bral v originalu. To je zelo zanimivo, veste. Jaz pravzaprav ne poznam ljudi, ki trdijo, da se ukvarjajo s psihoanalizo ali pa da kaj vedo o psihoanalizi, ki bi se lotili psihoanalize tako, kot je treba. Naprimer, z branjem Darwinovih del. Zakaj je to treba? Zato, ker je Freud to naredil. In Darwin ima za Freuda zelo velik pomen, kot bomo videli kasneje. Ampak to je samo ena koordinata. Druga koordinata drugo koordinato zaznamuje zelo pogosto razmišljanje, ki se vleče skozi celotno 19. stoletje. In Freud to ve. In mi vemo samo, če se ukvarjamo z zgodovino 19. stoletja, z zgodovino filozofske misli 19. stoletja. Če se ukvarjamo s filozofijo 19. stoletja. Zakaj? Zato, ker je v tem času zelo pogosto, da ne rečem celo popularno, razmišljanje o neki ideji, ki je v 19. stoletju nova in do določene mere celo radikalna. In to je ideja, imenujemo jo romantična, to je romantična ideja. Romantična ideja, da obstaja podzavest, da je človekovo duševno življenje tako, da lahko govorimo tudi o podzavesti. Ne samo o zavesti, ampak tudi o podzavesti. In v 19. stoletju je to radikalna ideja. Ideja, ki predstavlja določeno oviro, določeno bariero razsvetljenskim poskusom, da bi pojasnili človekovo dejavnost, človekovo vsakdanje dejavnosti s pomočjo idej o zavesti. S pomočjo idej, da je pač človek bitje, ki se zaveda samega sebe, drugih ljudi, sveta, da ga lahko pojasnjuje, misli, logično sklepa in tako dalje in tako dalje. To je bila močna ideja, močna razsvetljenska ideja. Človek je bitje zavesti, je zavestno bitje. Človek se zaveda lastnega življenja, zaveda se eksistence, zaveda se, da nekaj dela, zaveda se, kaj dela in to zna misliti, to zna pojasniti, racionalno, logično, vzročno-posledično in tako dalje in tako dalje. Potem pa se nekateri avtorji, zlasti v 19. stoletju je to Arthur Schopenhauer, nakoplje ideje, da zadeva ni tako preprosta. Da človek ni samo zavestno bitje. Da obstaja še del človekove duševnosti, posameznikove duševnosti, ki ni tako zelo transparentna, kot bi morda radi. In rodi se romantična ideja o podzavesti. O podzavesti, ki je, kot pove že ime, pač oddaljena od zavesti. In romantična predstava o podzavesti je, da je to neko skrivno področje človekove duševnosti, ki je v glavnem napolnjeno z emocijami, občutki, senzacijami in tako naprej. In da so to močne sile, ki vplivajo na človeka. Ampak
Ta ideja je preveč preprosta, da bi vzdržala kritično presojo. In zato se Freud, poleg Darwina, ki smo ga že omenili, zelo intenzivno loti tudi razmišljanja o tej romantični ideji podzavesti. In spozna, da ni tako preprosto, kot je recimo želel Arthur Schopenhauer, ki je tudi govoril o podzavesti. In če berete, recimo Schopenhauerjevo glavno delo Svet kot volja in predstava, in spet ne poznam ljudi, ki trdijo, da nekaj znajo povedati o psihoanalizi, ki so poleg Darwina brali še Schopenhauerja. Preprosto ne poznam, se lahko da kakšen je. Trdim samo, da ga jaz ne poznam. Bodo treba prebrati. Schopenhauerjevo razpravo, volja, Svet kot volja in predstava, ampak ne samo to. Kaj ti Schopenhauer te knjige tudi ni napisal zato, ker nekega popodneva ni imel kaj početi, pa je potegnil iz glave idejo o svetu kot volji in predstavi. Kje pa? Schopenhauer je namreč bral Kanta. In Kant je radikalen filozof, ki poskuša razumeti to, kar sam imenuje antinomije čistega uma. Zahtevno delo, zelo zahtevno delo. Razumeti antinomije čistega uma. In ukvarja se še z eno idejo, če lahko tako rečem, ki je epistemološka in celo ontološka. To je ideja, ki jo zaznamuje sorazmerno preprosto vprašanje, kako lahko vemo, kaj je realnost, kaj ti, Kant z lahkoto dokaže, in bil prvi, da je naše zaznavanje, razumevanje sveta razcepljeno. Naša zavest ima, sorazmerno z lahkoto pride do ideje, da je svet, realnost, treba razdeliti vsaj na svet fenomenov, oziroma pojavov, in noumenalni svet, kot imenuje Kant. In ob tem se je postavilo vprašanje, ki sem ga že omenil, kaj bi lahko bil svet sam po sebi, če to sploh obstaja. In Kant dokaže, da ne obstaja. Da ni mogoče misliti sveta samega po sebi. In Schopenhauer, kot rečeno, bere Kanta. In naslov njegovega dela, Svet kot volja in predstava, pravzaprav jasno pove, da je dejansko bral Kant. Svet je volja in predstava. Predstava je svet pojavov. Kaj je potem volja, če ni noumenalni svet, kot pri Kantu, mora biti nekaj drugega. Kaj je volja pri Schopenhauerju? Zlasti, ker Schopenhauer dokaže, da je ta volja podzavestna. In to so zelo pomembne koordinate za delo, ki ga opravi Freud. Freud ne pade nekega dne z neba, ampak živi skozi te koordinate, ki jih zdaj našteva. Kar seveda pomeni, če bi bili recimo v kakšni šoli, pa nismo, bi bilo treba prebrati vsaj vse tri Kantove kritike, Schopenhauerjevo voljo, Svet kot voljo in predstavo, pa precej Darwina. Preden smo se lotili psihoanalize. Pa še to daleč ni vse, kajti tako rekoč skoraj v istem času
in to naredi na Freuda veliko vpliv, to vemo, poskuša tudi Nietzsche razumeti koncept volje do moči. In tudi to Freud ve. Druge koordinate nas trenutno ne zanimajo. To ne pomeni, da ne obstajajo, ampak trenutno nas ne zanimajo. Zanimajo nas predvsem zato, da bi razumeli, v čem je revolucionarnost psihoanalize. Zakaj je psihoanaliza ob koncu 19. stoletja sploh pomembna? Ali pa celo, zakaj je potrebna? Zakaj ne zadoščajo Nietzschejevi koncepti, Schopenhauerjevi koncepti, Darwinovi koncepti in tako dalje, in tako dalje. Zlasti, ker je veliko ugovorov Freudu, ki se vlečejo že 100 let, češ, da je bil preveč biologističen. Da je njegovo razmišljanje o človekovi duševnosti biologistično, oziroma da je preveč odvisno od biologije. Če ste prebrali to, kar sem na začetku povedal, potem preprosto veste, da je ta ugovor ničen. Freud se ravno ne strinja z Darwinom in se ne strinja, se nikoli ni, s tem, kar je na primer zelo pogosto in celo popularno danes. Namreč poskusi, da bi človekovo delovanje, človekovo vedenje pojasnili z biologijo. Da bi človekovo vedenje preprosto skrčili, ta genetski zapis. Da bi odgovorili na vprašanje, zakaj se človek obnaša na način X tako, da bi rekli, človek se obnaša na ta način zato, ker ima pač take in take gene. Teh poskusov je zelo veliko. Bili so takrat, čeprav nismo mogli govoriti o genetiki, seveda, ko je Freud živel, danes je še veliko več. Freud z biologijo nima absolutno nobene zveze. In človekovega delovanja ne poskuša pojasnjevati z instinkti. Vedenje živali lahko pojasnjujete z instinkti. Freud uporabi ravno zaradi tega, da bi se odmaknil od biologije, koncept gona, ki ni instinkt. Freud govori, da človeka ženejo goni, ne instinkti. Torej, psihoanaliza nima nobene resne zveze z biologijo. In zato je že pomembna in potrebna. Kajti, če ne bi bilo tako, potem bi pa zadoščala biologija in bi človeka pojasnjevali, njegovo vedenje pojasnjevali biologi. Potem ne bi potrebovali na primer psihologov ali psihoanalitikov. Bi vedenje pojasnjevali tako, kot biologi pač pojasnjujejo vedenje živali. Kar človek pravzaprav tudi je. Vsaj v nekem smislu. Človek je žival. Če bi, zdaj druga točka, prebrali to, kar sem rekel na začetku, bi ugotovili še nekaj. Ugotovili bi, da Freud ostro zavrne vse koncepte iz 19. stoletja o podzavesti. In reče, da obstaja seveda velik del človekove duševnosti, ki ni zavesten, ampak tudi ni podzavesten, ker je nezaveden. Podzavest in nezavedno nimata tudi približno nobene skupne dimenzije. Nezaveda nekaj popolnoma drugega od podzavesti. Zlasti, in to je eden najbolj radikalnih konceptov, zato se tudi danes ljudje z njim ne ukvarjajo. Preprosto je preveč traumatičen. Nekaj tudi težko misliti, nezavedno. Lažje misliti podzavest. Danes je popularnih idej o podzavesti, kakor hočete. Danes je tako rekoč zapovedano, da se človek ukvarja s svojo podzavestjo.
Vsako malo bolj popularno razmišljanje o tem, kako naj človek spozna samega sebe, izhaja iz tega. Da človek spoznava samega sebe, naprimer s pomočjo introspekcije. S pomočjo introspekcije se potopi tudi v lastno podzavest, odkrije vse tisto, kar je tam skrito, privleče tisto na dan, se razsvetli, spozna pravega samega sebe in tako dalje in v končni fazi je zadeva s tem rešena. Freud se s tem tudi približno ne strinja, tudi podrazno. Nezavedno prekine, in v tem je res nekaj zahtevnega, koncept nezavednega prekine ne samo z romantičnimi predstavami o podzavesti, ki so dostopne, če se človek malo potrudi, ampak prekine s celotno tradicijo, recimo s celotno filozofsko tradicijo, ki stavi ravno na introspekcijo. Na introspekcijo kot tisto metodo ali tisto tehniko, s katero človek preprosto spoznava samega sebe. Najprej se pozna malo, potem se pa spoznava vedno bolj in seveda hopefully na koncu se spozna v celoti. To je naivna ideja, ki ima stoletno tradicijo, dolgo tradicijo. Veliki ideal razsvetljenske misli, da človek lahko z introspekcijo odkrije recimo svoj pravi jaz, kot se reče. Ljudje spontano danes verjamejo v to. Ne samo, da se na kakšnih tečajih učijo, spontano verjamejo. Spontano verjame, ti smo tudi tukaj mi govorili, da obstaja lažni jaz in pravi jaz in unka ga zunaj kažemo in unka ga navznoter kažemo in da odkrijemo ta pravega in potem smo vsi srečni. Ni tako preprosto. Zadeve so mnogo bolj zapletene. In to, kar je katapultiralo pravzaprav psihoanalizo v koncu 19. stoletja v svet znanosti, je natanko koncept nezavednega. Nezavedno ni zgolj tisto, kar pač ni zavestno. Je tudi to, seveda. Ampak je še nekaj drugega. In zato ni naključje, da je še danes, vedno bo tako, eno glavnih Freudovih del, pravzaprav eno prvih delo, ki izide leta 1900, ki izide leta 1899, z leta 1900, in to je Die Traumdeutung. Die Traumdeutung je monumentalno delo, v katerem Freud dokaže obstoj nezavednega in pove, kaj to je. In še danes je v glavnem interpretiranje sanj prepuščeno šarlatanom, ljudem, ki ne znajo interpretirati sanj in se zanašajo na sanjske bukvice. Ljudje ne znajo razložiti niti lastnih sanj. Ne znajo razložiti sebi, kaj še ljudem, ker ne znajo interpretirati takih pojavov, kot so sanje, ker zmotno mislijo, in to so prepričani so, da imajo prav, da sanj ne pojasnjujemo, ampak da jih preprosto preberemo. Kar pomeni, sanjal sem osebo X, predmet Y, to pomeni, pogledamo v knjigo, tole. Zadeva ni tako preprosto. Je neprimerno bolj zakomplicirana in Freud je prvi, ki dokaže, da je nezavedno sistem, ki je kvalitativno bistveno drugačen od zavesti. Da so človekovi nezavedni odnosi do sveta bistveno drugačni od zavestnih. Da nezavedno kot sistem misli, razmišlja, da obstaja nezavedna vednost in da to ni nič skritega v podzavesti, ampak je nek paradoksen način prisotno v našem sedanjem življenju. Ves čas.
Nezavedno je ves čas ljudem na očeh. Samo da ljudje tega ne vedo, ker ne znajo interpretirati tega, kar je ves čas na očeh. In kaj so to? Poleg sanj so to simptomi. So to simptomi, ki so ves čas na očeh. Ljudi tudi motijo. Zelo so na očeh in zelo motijo. Posameznike simptomi motijo. Zaradi simptomov ne more narediti tega, ne more narediti onega, se obnašajo drugače, kot bi si želeli. Simptomi nenehno subvertirajo posameznikovo vedenje, ampak posamezniki tega ne vedo, oziroma vedo, da subvertira, ker jih to moti, ker jih vznemirja, ker so nezadovoljni. Ampak ne vedo, zakaj se to dogaja, sploh pa ne vedo, kako to pojasniti, kako misliti simptome. No in tukaj, natanko tukaj, se rojeva psihoanaliza. Psihoanaliza nas uči, kako deluje nezavedno kot sistem, kako razmišlja, kako nastajajo simptomi in kako jih seveda lahko interpretiramo, kako jih lahko mislimo. Torej se lahko naučimo misliti delovanje sistema, ki se imenuje nezavedno. In to je uvod v začetno obliko, ali pa začetno prakso, praktično delovanje Freudovo, psihoanalitično. Začetno praktično Freudovo delovanje je seveda delo s pacientkami. Je delo s pacientkami, ki imajo simptome. Ampak Freud je tako jasno, da imajo simptome vsi ljudje, ne samo pacientki, ki hodijo k njemu. Kaj ti nezavedno proizvaja simptome po definiciji. Zato nihče ne more reči, jaz jih bolim. Lahko sicer reče, ampak jaz pa preprosto ne verjamem. Kar seveda postavi neko zadevo v popolnoma novo luč. Pacientke, ki prihajajo k Freudu, niso pač bolniki, ki potrebujejo terapijo, da ne bodo več bolniki, bo se nekaj drugega. So ljudje, ki zaradi simptomov, ki jih imajo, trpijo, ampak se tudi druge ljudje imajo simptome in zaradi njih trpijo, samo ne pridejo k analitiku. Eni se, na primer, nalivajo z alkoholom, pač ne grejo k analitiku. Eni se zadevajo z drogami, drugi pač poiščejo kaj tretjega. Ampak vsi, ki imajo simptome, trpijo. Trpijo zaradi nečesa. Zakaj ljudje trpimo? Zakaj nam že vsakdanje izkušnje govorijo, iz leta v leto nam govorijo, vsakdanje izkušnje, da je cela vrsta stvari v življenju, ki bi jih radi dosegli, pa jih ne moremo. Ki bi jih radi naredili. Pa niso oddaljeni, niso na Luni pa povezane z nekakšnimi količinami denarja. Ne govorimo o tem. Govorimo o vsakdanjih zadevah, o načinih obnašanja, govorimo o načinih obnašanja svojih bližnikov, o najbližjih ljudi. Vedno znova nas zavest prepričuje, oziroma zavest nam sporoča, da nečesa ne moremo doseči ali pa narediti, pa če še tako želimo. Vedno znova je nekaj, kar nas moti v vsakdanjem življenju. Ali nas moti pri sebi, ali nas moti pri drugih ljudeh, ampak vedno znova je tako, da ne najdemo enega dokončnega miru ali pa da ne najdemo enega ultimativnega načina, kako živeti, da bomo zadovoljni. Ljudje smo po malem vedno znova zaradi nečesa nezadovoljni, pa sploh ne vemo. Niti zaradi česa smo nezadovoljni, in samo mislimo, da vemo. Kaj šele, da bi to znali misliti oziroma pojasniti? Zakaj nam nekatere zadeve
vedno znova spodleti. Pa če še tako dobro načrtujemo, pa še tako se izkušamo držati, pa imamo še tako močan interes, da bi res počeli tisto, kar smo si obljubili, zadali in tako dalje. Zakaj se to dogaja? Psihoanaliza se torej rojeva kot teorija in kot praksa, ki ni terapija. In Freud svojih pacientk ne jemlje, kot da so bolane, kot da je z njimi nekaj narobe. On premakne, celotno pozornost premakne nekam drugam. Z ljudmi ni nič narobe. Z realnostjo samo je nekaj narobe. In ker so ljudje del realnosti, se to kaže na njih, na ljudeh se kaže. Ljudje so nosilci simptomov. Ne zato, ker so nenormalni, ampak zato, ker je nujno tako. To je bistveno drugače, kot še danes misli večina ljudi, vključno s psihologi in drugimi strokovnjaki, ki zdravijo ljudi in upajo, da jih bodo na nek način prilagodili realnosti tako, da bodo končno srečni, zadovoljni, pomirjeni in tako naprej in tako naprej. Pa ne gre. Vedno znova ne gre. Če smo vsaj toliko pošteni, da čisto introspektivno sami sebi priznamo, da preprosto ne moramo priti do konca, da bi našli res tisti zadnji mir in zadovoljstvo in podobno. Tudi če za nekaj časa to dosežemo, se hitro to poruši. Potem spet iščemo nekaj ravnovesja, ravnotežja, harmonijo in tako naprej, pa spet ne gre. In Freud zna povedati, zakaj ne gre. Ne zato, ker je z ljudmi nekaj narobe, ker je z njihovo biologijo nekaj narobe, ampak zato, ker je realnost strukturirana na določen način, da se to kaže na ljudeh. Kar pomeni, da se psihoanaliza rojeva kot epistemologija. Psihoanaliza se rojeva kot spoznavna teorija, ne kot psihoterapija za boge ljudi, ki imajo simptome. Psihoanaliza se rojeva kot način razmišljanja, ne samo o posamezniku, saj je ta del realnosti, ampak kot način razmišljanja o realnosti sami. Torej, Freuda zanima vprašanje, kakšna je realnost, da ljudje v njej trpijo? Kakšna mora biti realnost sama, da so ljudje vedno znova razočarani, se zapletajo v konflikte in spore in delajo cel kup stvari, ki so čist iracionalne in jih delajo še naprej in tako dalje in tako dalje. Torej, Freud premesti pozornost iz posameznika na realnost samo. Še enkrat poudarjam, on ne verjame, ne misli, da bo posameznikovo vedenje pojasnila biologija, ker simptome, ki jih lahko opazujemo pri ljudeh, lahko pojasnimo in takih simptomov, ki jih imajo ljudje, živali nimajo. Če bi bili ljudje živali in zgolj živali, potem bi seveda biologija pojasnila vedenje ljudi, tako kot pojasni vedenje hrčkov. Pa ne more, ker ljudje niso zgolj živali. Zato ne morete opaziti v živalskem svetu tistih oblik vedenja, ki jih lahko opazujete pri ljudeh. Še nikoli noben biolog v nobenem živalskem svetu ni odkril kroničnih alkoholikov. Ne morete jih odkriti. Biologija ne vodi k takemu vedenju, da bi neka žival lahko postala kronični alkoholik. Ali pa da bi postala paranoidna, ali pa schizofrena, ali pa depresivna. Biologija sama že ne. Torej se mora dogajati še nekaj drugega.
In seveda v 20. stoletju se je začelo vrsto teorij, ki so temu pritegnili in so rekli, ja, itak. Človek je, poleg tega, da je žival, je tudi kulturno bitje. Živi v kulturah, živi v civiliziranem svetu, ne živi v naravi. Človeka oblikuje kultura. Vzgajajo ga ljudje, ki so bolj ali manj kultivirani. Človek se mora vzgojiti, brez vzgojiteljev ne more postati dokončno, človeško bitje, obstaja človeška žival. In ponudila se je nova priložnost, da bi človeka pojasnila, če ga ne more biologija, ga bojo pa teorije o tem, kako deluje kultura na posameznika. In teh poskusov je ogromno. Ampak psihoanaliza tudi to zavrača. Psihoanaliza ni ena od teorij osebnosti. Psihoanaliza s psihologijo sploh nima nobene zveze. Psihoanaliza ni ena od kulturoloških teorij. Ena izmed mnogih, ki poskušajo pojasniti, kaj vse vpliva na človeka, pa kako specifična kultura vpliva na človeka, da se obnaša pač tako kot se. Če bi lahko biologija ponudila zadnji odgovor na vprašanje, kako se obnašajo ljudje, tako da bi rekla, poglejmo genom posameznika in bomo pojasnili njegovo vedenje, bi kulturološke teorije rekle, ne, poglejmo, v kakšnem okolju je človek rastel, se vzgajal, pač živel in bomo znali pojasniti njegovo vedenje. Niti eni, niti drugi tega ne morejo narediti. Zadeva je, kot rečeno, neprimerno bolj zapletena. Zato psihoanalize ne primerjamo, ne uvrščamo niti v red biologija, to naravoslovja, niti v red kulturologije. Psihoanaliza je natanko nekaj tretjega. In nezavedno je eden ključnih konceptov, ki jih ne uporablja niti biologija, niti kulturologija. Kulturologija govori o podzavesti, recimo, če sploh, še raje pa govori kar o zavesti in stavi na to, o čemer smo tudi tukaj že govorili, kar se imenuje ego. Stavi na neko osrednjo instanco od človeških bitij, ki so imeli ego, stavi na stabilni ego. Stavi na ego, ki je racionalen, ki vsaj v najboljšem primeru, če gre skozi določene terapije, naprimer, obvlada samega sebe, ki razume samega sebe in je tako dobro prilagojen svetu, v katerem živi, da recimo ne trpi in ga stvari ne vznemirjajo iz dneva v dan, ga nič ne meče iz tira. To so velike sanje, recimo, kulturoloških teorij. Da bomo, če že z vzgojo ne gre, če še vzgoja pač spodleti, bomo pa potem z raznimi terapijami ali pa raznimi tehnikami svetovanja ali pa dela na sebi tako okrepili ta ego v posamezniku, da bo tak, kot se ga ravno kar opisal. To je velika iluzija vseh teh poskusov iz registra teorij kulture, če lahko tako rečem. Freud je travmatičen zato, ker predstavlja, kot sem rekel, natanko tretjo pot. Natanko tretjo pot pa pomeni v tistem smislu, ki zaznamuje Lacanovo vračanje k Freudu. Poleg Schopenhauerja in Darwina in Nietzscheja in Kanta, da bi razumeli psihoanalizo, je treba brati še Lacan. In začetni, osnovni korak, ki ga naredi Lacan, da bi razumel Freuda. Lacan se nikoli ni pretvarjal, da razume Freuda, kar takoj, ko ga prebere, mu je že vse jasno. Lacan naredi nekaj drugega in sicer reče,
zlasti tam na začetku 50-ih let, ko začne s svojimi seminariji, nekaj malega sem o tem že povedal, da se v resnici treba vrniti k duhu Freuda. Kaj to pomeni? Ena stvar je ta, ki sem jo že omenil. Vračanje k Freudu pomeni vračanje k razumevanju koordinat, znotraj katerih se rodi psihoanaliza. Psihoanaliza ne pade zdaj, ready made. Ampak je povezana, je ne ločljivo prepletena s koordinatami, v katerih je Freud živel in s katerimi se je nujno ukvarjal. Če se ne bi psihoanaliza ne bi nikoli rodila sploh, in the first place. In k temu torej treba dodati še Lacanovo vračanje k Freudu, ki pa je skozi Hegla. Lacan se vrača k Freudu skozi Hegla. In to nam, recimo, že takoj pomaga razumeti, zakaj je psihoanaliza natanko tretja. Torej, ni biologija, ni jo mogoče skrčiti na biologijo, ni jo mogoče skrčiti na psihologijo ali pa kulturološke tudi. Je natanko tretja v tistem smislu, s katerim se vse življenje ukvarja Hegel. Njegovo veliko vprašanje je, kaj je dialektika. Če hočemo razumeti svet okrog sebe, če hočemo razumeti naravo realnosti, potem preprosto potrebujemo koncept dialektike. Kaj je v osnovi dialektične misli? Kaj je dialektična misel? Do česa pride Hegel in kaj nam pomaga razumeti, da psihoanaliza ni ne eno, ne drugo, ampak nekaj tretjega. Vsi poznate iz vsakdanjega življenja, da, na primer, se dva človeka pogovarjata in eden zagovarja tezo, drugi zagovarja pa antitezo. To poznamo. In potem se lahko prepirata, kdo ima bolj prav. To ljudje počnejo vsak dan. To počnejo spontano. Ampak to z dialektiko še nima nobene zveze. Tako prepiranje ne vodi nikamor. Oziroma, če že vodi, v najboljšem vodi k kakšnemu premirju ali pa slabemu kompromisu, malo boš ti odstopil, malo bom pa jaz odstopil, pa se srečal na pol poti, ne, ali ki že to imajo zelo radi. Ali, če pa ne gre tako peacefully, ne, se pa pobija recimo. In tepajo in sekirano po glavu mahajo in take stvari. Ne. Torej, to nima še nobene zveze z dialektiko. Hegel spozna nekaj drugega. Namreč, da je problematična tako teza kot antiteza. Da se dialektika začne ne takrat, ko ugotovimo, kdo ima bolj prav. Tisti, ki zagovarja tezo, ali oni, ki zagovarja antitezo. Ampak se začne takrat, ko ugotovimo, da imata probleme in eden in drugi. Ne sam eden. Tukaj se začne dialektika. Zato ljudje do dialektične misli praktično ne pridejo skoraj nikoli. Ljudje pogosto v vsakdanjem življenju poskušajo dokazati drugemu svetu, da se on moti. Ljudje zelo težko, včasih že, ne, načelno pa zelo težko in spoznajo, kaj šele priznajo, da je težava pri njih. Neskončno lažje je se spopadati z drugim in probati dokazati, da je pri njem neka težava, da je on nekaj spregledal, ali pa ona seveda, da on nečesa ne razume. Kar je že zelo pomembno. To je zelo pomembno, če samo pomislite, koliko spopadov se vsak dan zgodi med ljudmi, ki imajo tudi lahko hude posledice, zaradi tega, kar se ravno kar povedal. Nenehno se dogaja, konstantno se dogaja, ker ne znajo dialektično misliti. Ne zato, ker je njihova biologija taka, ali pa zato, ker so narobe vzgojeni. To nima nobene zveze ne z biologijo, ne vzgojo. Ampak z nečim drugim. Z nečim, kar bi v osnovi lahko imenovali zmožnost, ki jo ima vsak človek.
zmožnost za vpogled v lastno tezo, rečemo temu tezo. Človek je zmožen problematizirati lastno tezo, ne samo teze drugih. In to je bolj produktivno kot spopadanje z drugimi. Kajti, če dokažete, da se drugi moti, ali pa se vam vsaj zdi, da se moti, vi lahko naprej vztrajate v lastni iluziji, da se vi ne. Do naslednjega spopada morda. Nekateri ljudje grejo skozi celotno življenje tako, da vedno znova uspejo, temu rečemo sofistika, drugim dokazati, da se oni motijo. Obstajajo ljudje, ki se nikoli ne motijo. In poznamo jih, točno vemo, to je on, ki se nikoli ne moti. On ima vedno prav. So tudi ljudje, ki se tako obnašajo. Ni nujno, da to izrečajo, se pa tako obnašajo. Glejte, jaz imam vedno prav. Karkoli boste rekli, bom že jaz tako obrnil stavke, da bo izpadlo, da se vi motite. Nekateri ljudje so prav izvežbani v tem. Pravzaprav jih ni tako zelo malo. Če gledate recimo Dnevnik, to je taka zanimiva, dobra praksa. Dnevnik je dobra klinična praksa, zlasti, ko opazujete slovenske politike. Recimo, ta zadnji, da ga vsi poznamo, zapravite 6800 evrov za neke večerje, on vas dobijo in rečete, dragi moji, nimate pojma, jaz sem ta denar porabil za, to je investicija v odnose, pa vam ni jasen. Valjda imamo vodo pil, pa ne vem kaj, travo jedel tam, ne? In mu ne morete bliz. Mislim, da razumem. Vedno je to ne vedno, morda tudi ne vedno, ampak pogosto je mogoče stavke in politiki to počnejo. Ne? Če boste politika vprašali, koliko je 2 in 2, vam ne bo rekel 4. Ampak bo 10 minut razpravljal, kako bi se to dalo razumeti tako, da on zastopa interese svoje stranke. Če gledate, Bobovnik ima rad te štose, vse veste, Bobovnik vedno ustraja, daj do oni dobro, on vedno ustraja po 10 minut, ne, on ne dopusti 10 minut, ne, on je, daj to stran, jaz sem vas vprašal to, koliko je 2x2, ampak praviloma ne odgovoril. Ali boste odstopili, ker ste zafurali toliko in toliko milijonov? Ne, zakaj vprašate? In tako dalje. Skratka, to so simptomi, ki jih dnevno lahko opazujejo, ampak seveda se na številnih drugih področjih ravno tako. Torej, dialektika se začne, ko znamo misliti, ko smo pripravljeni in ko znamo oboje misliti lastne simptome, ne simptome drugega. Zato je znano, da mora recimo analitik najprej sam v analizo. Zdravniku ni treba najprej, ne vem, se zdraviti, da bi bil zdravnik. Zdravnik je lahko tudi bolan v končni fazi, pa vas zna pozdraviti. On ima lahko pljučnico, pa vam da antibiotike, če imate vi pljučnico. Pa še sam kažem ga zdravi. Analitik pa ne. Analitik je edini človek, ki mora najprej sam v analizo. In to za nekaj let. Ležati na kavču in se iti to, kar je pač analiza. To je zelo preprosto. Analitik je edini človek, ki mora najprej pri sebi, kot se reče, razčistiti in tako dalje. Najprej svoje simptome, ker jih ima tako vsak, poskušati razumeti. In to je začetek dialektične misli. Se pravi, imamo tezo, imamo antitezo. Lahko pokažemo, da sta problematični obe. In to, kar imenuje Hegel, sinteza, ni to, kar bi ljudje radi, srednja pot. Malo bom pri tebi vzel, pa malo pri meni, pa malo boš ti popustil. To ni nič. To je žbljiv. Sinteza tudi ni
neka nova, ta prava resnica. Ta je problematična, pa ta je tudi problematična, dajmo pa jaz povedal te tretjo, kaj pa ta prava. Ne! Ker potem bi seveda kdo lahko rekel, ja, čakaj zdaj, biologija ne more pojasniti človeka, psihologija tudi ne, a psihoanaliza ga pa lahko. Se Freud ni nikoli tega rekel. Psihoanaliza je sinteza, natanko v Hegelovem pomenu besede. Kaj to pomeni? To ne pomeni skupek, ne pomeni skupka trditev, ki so edine ta prave, ker so une in une slabe, ampak je poseben odnos do vsake možne trditve. Sinteza ni tretja trditev, ampak je odnos do trditve, katerekoli. In Lacan to ve. Zato predlaga vrnitev k Freudu skozi Hegla, da bi pokazal, da je psihoanaliza dialektična misel. Kako se to kaže recimo v analizi pri pacientih? Analitik ne reče pacientu, vi se motite, vam bom jaz povedal, kako je prav. Ali pa vam dal na svet, kako razrešite težave, ki jih imate s taščo. Ja, ne boste slišali od nobenega resnega analitika. Analitik vas bo poskušal pripraviti do tega, da boste sami lastne ideje, trditve, zamisli, ki jih imate o tem, zakaj imate problematične odnose z taščo, ugledali iz novega zornega kota. Vi boste to ugledali, ne analitik. To je dialektika. Analitik pravzaprav v glavnem nič ne reče. Analitik ni tisti, ki ve. In pacient ni tisti, ki ne ve. Tudi to imajo ljudje zelo radi. Zlasti v šolah imajo to radi. Tam imate podobno logiko. Učitelj ve, učenec pa ne ve. Zato učitelj pač pove učencu. In potem še on ve. Možno pa je, da na koncu oba ne veste. Je možno. A veste, koliko neumnosti se na ta način prenaša naprej v šolah? Cel kup. Zadnjič sem imel predavanje v eni gimnaziji. Eno gimnaziji sem imel in je ravno beseda nanesla, pa sem rekel, eno za štos. Da probam. Kako je danes v gimnaziji? Sem rekel, a mi lahko, o Antigoni smo govorili, sem rekel, a mi lahko poveste, dijake sem vprašal, kako so vam razlagali Antigono? Ne vem, prejšnji teden, ali pa kadarkoli pač so vam. Ne? In najbolj sem se bal, da bom slišal odgovor, ki sem ga slišal. Bal sem se, da bom slišal odgovor, ki se vleče že desetletja skozi slovenske šole in sem mislil, da so kakšnega novega proizvedli, pa ga niso. In potem se oglasi ena dijakinja in začne z domačijskimi vrednotami in kako je Polinejka bilo treba, ker je bil brat od Antigone pokopati mešo že kar lasje gor. A v 20 letih še niste pogruntali? Ne, resno, ne? A ni nihče prebral recimo Hegelovega razmišljanja o Antigoni? Da ne govorimo o Lacanovega, ali pa še kaj? Ne, ne. Torej, celo vrsta neumnosti se tako prenaša iz generacije v generacijo. In vse učenci to sprejmejo, vse kakšnih možnosti pravzaprav kaj dosti nimajo, ne? Ker so v podrejenem položaju in učitelji govorijo tudi take stvari, da človek kar skoži, pregledaj skoži. Ampak tudi ne, v povezavi točno s tem, kar sem rekel, ker imate podobna razmerja. Pacient, analitik, dijak, učitelj, podrejeni šef in tako naprej, neskončno. In vedno znova se vzpostavi enak ali podoben odnos. Eden ve, drugi pa ne ve. Eden je glavni, drugi pa podrejen. Eden bo povedal kako in kaj, drugi mora poslušati in obogat itd. Naš svet, sedanji svet je poln takih odnosov. In psihoanaliza zareže tudi v te odnose. In pokaže alternativo. Namreč, da
naši medsebojni odnosi, zlasti tile, ki sem jih ravno kar omenil, v glavnem temeljijo na iluzijah, temeljijo na ubogljivosti, temeljijo na tem, da mora biti en tih, drug pa govori. Da, to se tudi tle dogaja, ampak... Ok, jaz se zdaj zavedam tega. Pa lahko... No, ok, zase, bi pa zase. Tudi zdaj. Ok. Ja, no, ok, malo zaštos. Ampak, če nadaljujem. Dialektika torej je način, kako uspemo problematizirati samega sebe, svoje vedenje, svoje simptome, svoje neumnosti, svoje štose, svoje zablode, svoje iluzije, v kateri verjamemo. In prepustimo seveda drugim, da to tudi naredijo na sebi. Mi nismo tako vzgojeni, da bi se znali tako dialektično obnašati. Zato se pogosto gremo vojne, spopade, kot sem že rekel. Kdo bo koga v kaj prepričal. Niti nismo tako vzgojeni. Če bi bili vzgojeni za dialektiko, bi zmogli še nekaj. Ne bi se tako krčevito oklepali tega, kar imamo za svoje. To je še ena izjemna ideja, s katero se Freud ukvarja na začetku, se pravi, še pred letom 1900, še pred Neziredi Tramdojtom. Ve, dobro, se je naravno psihoanaliza, da bi to povedala, se to vedo ljudje že odnegdaj. Tem je veliko povedal Sokrat, ampak to vzame za izhodišče, ki nas bo pripeljalo, oziroma ki nas je že pripeljalo tukaj zelo daleč. Namreč Freud tlakuje pot za razvoj teorije subjekta. Ker ugotovi, da ima ego, ta domnevna, idealizirana, centralna instanca v vsakem človeku, ima celo vrsto nerešljivih problemov. In eden od problemov, ki jih ima ego, je tudi ta, da se po svoji naravi, ne po naključju, ampak po svoji naravi oklepa, ker ego je rezultat, o tem smo govorili, ne? Ego je pravzaprav učinek neke napačne zaznave. Ego je učinek napačne prepoznave v zrcalu. Spomnite se, ko smo bili v fazi zrcala. Ne? To je napačna prepoznava. Ego je v osnovi iluzija. In ta iluzija se zelo oklepa po naravi drugih iluzij, naprimer v obliki stavkov ali pa spoznanj, ki jih ima za svoje. Ego zato zelo rad reče, jaz trdim X in zle pa ne bo popustil. Tudi če mu nekdo dokaže, smo že prej rekli, da se moti. Zle pa ne bo popustil. Saj kdaj že, ampak zle pa ne. Ego se torej po definiciji oklepa. To je moje, jaz ko mislim, jaz ko čutim, jaz ko pravim, jaz vem, da je nekaj tako. Ampak ego to mora početi, ker je sam iluzija. Ego je imaginaren. Spravi, on ne ve, da to počne, da torej pretirava, da se oklepa in tako dalje. Ne ve, da to počne. In tudi, če mu kdo to pokaže, skozi razne refleksije, ti bom dal prijateljski nasvet, ali tako je podobnega, to najprej zavrne. Ego refleksno to zavrne, ker če ne bi zavrnil, bi se zgodilo to, kar tudi ljudje poznamo iz vsakdanjega življenja, in sicer spodneslo bi bil, kot se temu reče, tla izpod nog. Zgubil bi tla pod nogami, zato se oklepa. Ampak ta tla so iluzorna. In Freud reče, čakajte, sej po bi bilo pa dobro, da bi zgubil tla pod nogami, sej so itak iluzija. Torej, tam, kjer drugi gradijo ideje,
kako ta jaz še okrepiti, da bo stabilen in močen. Ta izraz poznate. Močan jaz, ne? Za koga tudi rečete, da pa močan jaz. Samo dodajte izraz iz psihoanalize. Ta je močan jaz pomeni, ta je močna iluzija. Ta človek je pa močna iluzija. Jaz pa ne želim imeti dosti opravka z močnimi iluzijami. Če mene tukaj vpraša. Jaz pa ne želim ljudi, ki so močni v iluzijah. Ker to pomeni, da me že vnaprej pravzaprav vabijo v spopadanje. Ali da se z njimi spopadam za te iluzije, ampak sem preprosto tiho. To so pa tisti ljudje, to poznate, te ljudi poznate. To so ljudje, ki so vedno tiho, da ta drug vedno govori, ker je močan. Jaz ne želim imeti takih ljudi okrog sebe. Ker ne vem, zakaj bi jih imel. Jaz sem rad drugačne ljudi okrog sebe, ki so odprti, ne pa ki so močni. Ampak ljudje imajo pa to radi, močni. Ta politik je pa močan. Vraga, tam politik je samo močan v iluzijah. Ampak seveda, ker je vsak ego imaginaren, sorazmerno z lahkoto, dobi na svojo stran, če lahko tako rečem, druge, ki so ravno tako iluzije iz podobnega testa. In to ljudje dnevno počnejo. Naša stranka, naša opcija, naša skupina, mi, ki si skupaj delimo iste iluzije in tako dalje in tako dalje. Tega imate, kar hočete. Ampak začetna Freudova ideja pa je, čakaj, da ima logično misel. Če je ego imaginaren, je pa bi bilo pa lahko zelo dobro, če bi se znebil teh imaginarijev. To je pa nadaljevanje dialektične misli. Dialektična misel je tista, ki nas pripelje do sesutja iluzij, ki so značilne za tezo in za antitezo. Ker nobeden ni izuzet. Ne obstaja ego, ki ne bi bil imaginaren. V definiciji ne obstaja. Ne more obstajati. Se pravi, če to velja za vsakega, pomeni, da vsak ego proizvaja iluzije, oziroma da jih sprejema, da jih kopiči, da jih ima za svoje in tako dalje, tako dalje. In da seveda v spopadih z drugimi počne kaj? Kaj en ego počne v spopadu z drugim egom? Jaz skušam v svoje iluzije prodati. Moje so boljše od tvojih. Pomislite kdaj, ko se boste s kom prepirali. Kaj za vam hoče? Reči, da so njegove iluzije manj iluzorne od mojih, ali kaj? Mislim, what the fuck? A ni to malo čuden? Vse je! Če dobro pomislite, mislim, kva se mi gremo? Prodajamo si iluzije in probamo triumfirati. Yes, moje so boljše. Iluzije so iluzije. Koliko jih obrnete, so že zmeraj iluzije. Torej so zmotne, so napačne, ker so po definiciji take. Torej, psihoanaliza zato predlaga tretjo pot. Posameznikovega vedenja ne pojasnjuje kultura, vzgoja in tako naprej, in ga ne pojasnjuje biologija. Pojasnjuje ga, ampak ne tako, da ga v celoti in do konca pojasni, nekaj drugega in na drugačen način. Zdaj si pa pogledajmo, oziroma pogledati si ne bomo, se bomo drugič pogledali, ko bom sama premisla. Pogledajmo si figurativno. Koliko je pa ura? Je vprašala. Ja. Kako pa potem izgleda srečanje, naprimer, na eni strani nekoga, ki se pač ki je pripravljen na dialektiko, pa na drugi strani nekoga, ki pač ki poskuša ga v nekaj prepričati? To je značilno za analitični postopek. Tam sta dva. Eden analitik, ki je pripravljen na dialektiko, in pacient, ki ni pripravljen na dialektiko. In zdaj, če se to zgodi zunaj analize, naprimer v vsakdanjem življenju, vprašanje, če bomo kam prišli. Ker če eden ni pripravljen, pač preprosto ni pripravljen. Zdaj, preden ga bi pripravili, izgubite in voljo in čas mine in ne. Torej,
psihoanaliza nam tudi to pove, ali sta oba vsaj pripravljena. Saj to ne pomeni, da moramo zdaj še biti vsi neki eksperti. Saj, kaj pomeni pripravljenost? Pripravljenost, meni je zelo izraz všeč, en izraz zelo všeč in to je odprtost. Jaz sem pripravljen, pomeni, imam recimo interes ali pa voljo ali pa karkoli že motivacijo, da se v eni razpravi, v enem pogovoru lahko tudi izkaže, da se jaz motim. To je pripravljenost. Nimam problema, lahko se izkaže, da se jaz popolnoma motim. Pravzaprav ali pa pripravljenost pomeni, da v nekem smislu se človek pravzaprav že vnaprej odpove lastnim iluzijam. Že vnaprej ve, da so lahko recimo njegovi pogledi na svet, kot se temu reče, ali pa ideje o svetu, ali pa prepričanja, ali pa paradigme, ali pa koncepte, ali pa karkoli, da so lahko, tudi če on tega ne ve, so lahko zmotne, oziroma je zelo verjetno, da vsaj dolgoročno so zmotne. To je drža, ki je značilna, na primer, za znanost. In če taka drža pri človeku obstaja, recimo, da se je vzgojil, da je šel skozi neke procese in tako naprej, da je zgolj to držo usvojil. Sej mi takega človeka, sej jih poznate, gotovo tudi take ljudi poznate. Ti taki ljudje, s tako držo, so praviloma, ne samo, da so prijazni, ampak niso agresivni, niso napadalni, niso ostri, niso arogantni, sarkastični, vzvišeni in tako dalje. Ta pripravljenost, o kateri govorim, zajema vse to. Nisem nič od tega. Če sem pripravljen, jaz sem se pripravljen pogovarjati. Ok, vi trdite, da je 2x2 5. Prav, jaz pa trdim, da je recimo 6. Fajn, zdaj imamo dobre pogoje, se pogovarjamo. Ker če oba trdiva, da je 4, nimava kakšnih dobrih pogojev, da se pogovarjajo, ker če je 4. Okay. To je dobro, da imate vi, da trdi, da je 5, jaz pa da trdim, da je 6, da se bo lahko pogovarjava. Ampak, a ne leži ravno v tej osnovni pripravljenosti, v tej drži, tudi to, o čemer govorimo, kadar razpravljamo o moralni filozofiji ali pa recimo o etiki. Etika je pravzaprav način razmišljanja o človeku, njegovem delovanju, ki nam pove, da se človek na nek način lahko odpove že vnaprej vsaki možni iluziji. A ni to, zelo poenostavljeno rečeno, temeljna Sokratova drža? Temeljna Sokratova drža je, vem, da ne vem ničesar. Jaz trdim, da je. Ker, če ne vem ničesar, zdaj to ne pomeni, da sem butast. Sokrat ve, da je 2x2 4, to ne pomeni to. Ampak bolj sofisticiran, vem, da ne vem ničesar dokončno. Da vem, da je pravzaprav karkoli bom povedal, je lahko tudi problematično in mi lahko nekdo dokaže čez nekaj časa, da je problematično. Da morda takoj, če ste prebrali še eno knjigo, moram vam omeniti, če ste brali recimo od Quentina Meillassoux. Quentin Meillassoux je filozof, ki je napisal izjemno zanimivo knjigo, v kateri je razmišljal o radikalni tezi. Zanimalo ga je vprašanje, ali v svetu, pa ne samo v našem fenomenološkem svetu, v realnosti, v vesolju, če hočete, ali je v tem vesolju sploh kaj takega, kar je nespremenljivo in bo večno držalo. Zelo zanimiva ideja. In samo za nadaljevanje, ne bomo šli predaleč, ker to zdaj nas ne zanima, v nadaljevanju Meillassoux pokaže na zelo zanimivo idejo, ki jo velja vsaj še razvijati, o njej misliti. Zelo produktivna ideja. To je ideja, da, torej, ko začnete razmišljati o tem, kaj je nujno in kaj je kontingentno v realnosti. Pri
pridete sorazmerno kmalu na prag neke ideje, da je kontingenca nujna. To, kar je radikalno naključno, je nujno. Zelo zanimiva ideja. In seveda v tej luči se vam ponovno postavi vprašanje, ali je poleg tega še kaj, kar je nujno. Ali pa morda ni. Ampak to je zdaj za nadaljevanje. Sam, da se še enkrat vrnem k temu, kar ste rekli, k temu vprašanju. Torej, ni treba, da to je vprašanje za vzgojitelje, vprašanje za starše pravzaprav, vprašanje, kako vzgajati mlade ljudi, naprimer za temu, kar se imenuje kultura pogovarjanja. Kaj pa je kultura pogovarjanja, če ne dialektika? Kultura pogovarjanja v osnovi pomeni, da smo se pripravljeni pogovarjati tako, da smo že vnaprej pripravljeni na to, da se motimo. Potem odpade spopadanje. Jaz se ne spopadam z vami. Vi se ne spopadate z mano. To je zame nenasilna komunikacija. Zame ni nenasilna komunikacija, da sem prijazen, zraven pa stiskam zobe in si mislim, ne hožemo, kam ne bo naredi, ampak ne smem, ker smo se učili na enem tečaju, nenasilno komuniciranje, moram biti prijazen. Ne, jaz govorim o pristni prijaznosti. Ko ne čutim nobene težave, če vi trdite, da je 2x2 5. Ker itak jaz trdim pa, da je 6. A razumete? V nekem smislu vnaprej pristajam, da se motim. Čeprav sem pripravljen seveda kljub temu zagovarjati svoje ideje. Sej, to pa zdaj ne pomeni, da kar reče, ok, lejte, vse, kar bom povedal, je bullshit. To pa spet ne. V procesu sem pripravljen tudi na to, da se izkaže, to je pa moj simptom, to je pa moja fantazma, poglej, tega pa še nisem razdelal, o tem pa še nisem razmišljal, pa res, to motim se, ali pa, da sem res pripravljen, ne da me zdaj to sesuje, pa da me mora na kliniko odpeljati, ampak da sem res pripravljen reči, pa res, poglej to mater, to je pa zadeva, v kateri sem se vse življenje motil. In vam rečem, pravzaprav hvala lepa, da ste mi vzeli še to iluzijo. To je zame pripravljenost. Če pa te pripravljenosti ni, potem se pa jaz sploh ne znam predstavljati, kako se dva človeka pogovarjata. Razen, da se spopadata. Ok, vi ste hoteli nekaj reči, sam če mi en pove, koliko je ura, da nam jaz... 15, gleda se imamo še čas, ker si moramo pogledati en film. 15, 6. Sej, hvala, ja. No, to, kar ste vi. Ja, pač kontra temu. Kaj se zgodi, če se Sokrat, kaj bi se zgodilo, če bi se Sokrat soočil s Sokratom? Sprej, analitik z analitikom, dva, ki sta odprta z analizo. Kaj bi se zgodilo? Vse dva. Ja, a veste, kaj bi se zgodilo? Natanko to, taj jaz mislim, no? To, kar se zgodi v analizi, če daj spet lahko sporednico. Namreč, če, to je Freud tudi nekje zapisal. Freud je nekje zapisal, a veste, kaj se mu je zgodilo? Zgodilo se mu je, da so pacienti se tako dobro počutili v analizi, da so prihajali na analizo tako kot v teater. Fajn, doma pa še malo analize, super, kaj bomo pa danes kaj kremljali, bla, bla, bla. Na kar je Freud ugotovil, si ko čak, to ni več analiza. Pacient se strinja z mano, jaz nimam kaj tazga povedati, ker se itak koncu sem strinja. Ne, treba zadevo malo dialektično zaostriti, ne. In takrat je tudi to zapisal kot predlog analitiku, ker se to dogaja lahko v analizi. Je rekel, če se zgodi kaj takega, ukažite pacientu, naj nemudoma začne proizvajati simptome, ali pa naj se spoka. Drugače ni analiza možna, ne? Torej, proizvajajte simptome. Če se srečata dva analitika, če se srečata dva Sokrata, eden si mora vsaj, tudi če ga nima, si ga mora vsaj izmisliti. Ti Sokrat, kaj ti misliš? Ne, jaz se strinjam. Ne, čakaj. Mimo grede, da jaz sem prebral eno izvrstno knjigo, ki sta napisala skupaj Zygmunt Bauman in en polski njegov kolega, mislim, da je, zdaj ne vem, a je bil teolog ali ni teolog, in ta hip ne vem njegovega imena, priznam, razprava o Bogu, če bo koga zdaj lahko referenco,
povem, zdaj ta hip res ne vem, ampak v tej knjigi sem se zdaj spomnil en lep trenutek, ko ta mlajši, Zygmunt Bauman je senior, ta mlajši reče, ampak gospod profesor, zdaj obstaja resna nevarnost, da se bova vsem strinjala, pa ni več pogojev, da se naprej pogovarjava. Moram jaz malo zaostriti eno zadevo, ker drugače ni pogovor možen. Se pravi, če se dva Sokrata srečata, mora eden nujno najti neko kontroverzno idejo, ker drugače se pogovarjati ne morata. Potem se samo gledata drug drugega. Aha, ti, a ti kaj rekel? Jaz imam neč, a ti kaj, jaz to ne. Greva dam, greva domov. Ampak mislim, da se ni zabat, ker ena usporednica, še ena usporednica, luštna usporednica. Ne vem, če ste kdaj razmišljali, koliko besed ima recimo slovenski jezik. In ste morda kdaj prišli v skušnjavo, da bi sami v sebi rekli, joj, ta slovenski jezik, toliko premalo besed ima, jaz bi toliko še rad povedal, pa ne gre. Dajte enkrat za štos pogledati v slovar slovenskega knjižnega jezika, koliko besed ima in boste videli, kako ogromno slovenskih besed niste uporabili še nikoli, kako neprimerno več besed je za vaše občutke, čustva, stanja, misli in tako naprej, za katere sploh ne veste. In enako je z teoretskimi problemi, če lahko tako rečem, če se dva Sokrata srečajo. Neprimerno več problemov je, kot si mi sploh mislimo, da obstajajo out there. Ker mi ogromno konceptov sploh še nismo razvili, da bi lahko govorili o kakšnih razsežnostih realnosti, ki obstajajo. To je tisto znamenito, o čemer je tudi Lacan veliko govoril, ko je poudarjal, da ne gre samo za to, da mi nekaj vemo, pa tudi ne gre samo za to, da pač nečesa še ne vemo, da je veliko bolj radikalno misliti o stvareh, za katero niti ne vemo, da zanje ne vemo. To so zanimive zadeve. Se dva Sokrata srečata, rečete, ti poslušaj pismo rosno, ti, koliko stvari je tamle, ki sploh midva ne veva, da obstajajo. Dajva probat malo nadaljevati najino pot ali pa prodreti naprej v temo. In to je tisto, kar nas fascinira, ali pa mene fascinira, če mene vprašate, ko govorimo o dialektični misli. Ne, jaz se ne motim, ti se motiš, okej. To ni nič, to ne vodi nikamor. Ampak dejansko, če pomislite, naprej vodi natanko to. Morda, zdaj mačkam dramatiziram, ampak namenoma, vem, zakaj to počnem. Morda se pa o vsem motimo. What a pleasure! A ni to dober? Zdaj pa lahko začnemo na novo. Če vam je seveda spoznavni užitek res blizu, drugo je, če vam ni. Ker temu egu, o katerem ves čas govorimo, njemu spoznavni užitek ni blizu. On noče spoznavnega užitka. On trdi, takole je, tako sem jaz rekel, mene so naučili, meni je fotar rekel tako, pika, jaz od tega ne odstopam. Pa še se sklicuje na kakšno biologijo, to je v moji naravi, ali pa jaz sem tak po fotru, ali pa se sklicuje na vzgojo, tak sem, mene so tako vzgojili, pika, jaz bom tle stal na veke vekov. Nisem. Meni je žal za tazga človeka. Ker če potem, mislim, what's the meaning of life then? V čem je sploh še smisel življenja? Smisel življenja je, da ravno nisem tam, kjer mislim, da sem. Mene pa že zdaj ne navdušuje, včasih se igram s takimi mislimi, jaz pojma nimam zdaj, katero knjigo bom bral ob letu osore. In se že zdaj veselim. Sigurno bo kaj novega. Čez eno leto bom bral kakšno knjigo, ki me bo spet nekam premaknila. Ker se bo izkazalo, da v nečem še zmeraj nimam pojma, ali pa da nečesa ne vem, ali pa da se v nečem motim. In če bom imel tukaj predavanje čez eno leto, bom zelo verjetno kaj tazga rekel, pozabite uno, ker sem nam govoril, zdaj pa te novem, recimo. No, ampak saj tole moram še povedati, saj za začetek, pa se bomo drugič pogledali podrobno. Bomo začeli
z tistim, v katerim bi mogoče, ni to sicer tako čisto res, ampak ajde, vseeno bom to rekel, mogoče malo bolj transparentno se da govoriti. In to je film iz leta 1939, 1931, ki ga posname Fritz Lang, in to je film z zelo preprostim naslovom M. Črka M. To je naslov filma. Ne vem, če ga je kdo gledal, ga niste. Naslednjici bomo pogledali tisto zadnjo sekvenco, zdaj bom pa sam povedal, zakaj gre. In to je res, to je eden najboljših filmov ever, če mene vprašate. Pa ne mislim to, kar tako tipane poceni, ampak imam zelo veliko argumentov, da je to res. V osnovi gre za, pustimo zdaj film kot tak, osredotočimo se na idejo. V osnovi gre za idejo, ki je tale. Vse skupaj se dogaja v Berlinu in nekdo, moški, očitno zlorablja mlade deklice in jih pobija. Oziroma, policija pač ugotovi, da nekateri otroci so izginili, najbrž so mrtvi in sve gre iskat tega serijskega morilca. In dejansko se izkaže, da res ta človek obstaja. Mislim, da mu je ime Johan, če se ne motim. Ampak, ta človek zelo spretno se skriva, zelo težko ga je odkriti in v določenem trenutku se vključi v iskanje tega morilca ena skupinica teh brezdomcev, ki rekel, živijo, če lahko rečem, v tem podzemlju, kamor policija niti kaj dosti ne pride. In ideja je zelo racionalna in zelo dobra, ta možakar, ta morilc se najbrž skriva kje v podzemlju, ker je pač tam varneje se skrivati nekaj takega. Zato je zelo razumno, da se ti brezdomci, ki jih sicer policija drugače preganja, da se pridružijo policiji, bodo skupaj iskali tega morilca. In dejansko ga najdejo. In naslednjici bomo pogledali sklepno sekvenco, ko mu sodijo. Kar na hiter, brez odvetnikov in ne vem koga, spravi in policija in ti brezdomci se dobijo, njega pač pripeljajo in zdaj bomo sledili najprej, to je pa res, to je za sladokusce. To je zlasti, ne samo za filmske, tudi za filmske. Zlasti, če se ukvarjate s psihoanalizo in film. Film nastane, tega ne smemo pozabiti, nastane 1931. V času, ko Freud piše zelo zanimive tekste in mi imamo to možnost zdaj, da usporedno, bi rekel, dobesedno z oddaljenosti gledamo, kaj počne v istem času Fritz Lang kot režiser in kaj počne Freud kot psihoanalitik. Fenomenalno, vam bogato utrgal, zlasti, če niste tega filma še gledali. Zato bomo raje to naslednjič, da bomo zdaj, kakšne pa bomo pa morali sredi nehati, pa bomo naslednjič nadaljevati, pa še malo za demokracijo, vi pa, če mi prosim povejte, kaj bo pol, da bomo... Eno kratko vprašanje, samo prej ste rekli, da se te iluzije, ki jih ima ego, praviloma navezujejo, se pravi, gre za imaginarni stadij. A to pomeni, da se dialektika izvaja na simbolnem stadiju? Ja, to je zelo kratek odgovor, malo daljši odgovor je pa tale. Tega sicer danes še nismo povedali, ker bomo naslednjič govorili. Namreč, ko govorimo o nezavednem, ne govorimo samo o sistemu, ki misli, se razvija, uporablja razne principe, kot je Verdichtung, Verschiebung in tako naprej, simboliziram, ki ta drugič, gre še za nekaj drugega. Je še ena izjemna radikalna poteza Sigmunda Freuda in sicer bil je prvi človek, ki je dokazal, da človekov odnos do sveta nikoli ni nevtralen in da tudi ne more biti, kajti vsak človekov odnos do sveta, do česarkoli, do drugega človeka, do česarkoli je zavezan nezavedni želji. Nezavedna želja je bistveno drugačna kot zavestna želja. In nezavedna želja na nek način, in to je možno pokazati, in Freud je celo vrsto knjig napisal o tem, kako se to dogaja, na nek način ves čas deluje kot nekakšen alien znotraj človeka, kot nekakšen tujek, kot nekaj, česar človek ne razume in ne pozna. Sploh pa ne ve, ker je nezavedna. Nezavedna želja se vedno pritakne človekovemu odnosu, seveda tudi spoznavnim odnosom.
Kar pomeni, spet, nihče ni imun. Tudi najbolj vrhunski znanstveniki niso imuni. Zanje velja ista logika. Vednost je vselej na nek način povezana z nezavedno željo. Zato seveda tudi lahko pokažemo, kako tudi najbolj vrhunski znanstveniki začnejo govoriti neumnosti, ko na neki točki začne želja skozi njih govoriti. Pravi, ko se začnejo obnašati, kako bi radi, da bi bilo, ne pa kako objektivno je. Teh analiz je bilo veliko narejenih. Ampak ja, dialektična misel je skozi in skozi simbolna. In kot simbolna ne prenese nobenega imaginarija. Razgrajuje, ali pa Derrida bi rekel, dekonstruira vsak imaginarij, iluzije se rojevajo v imaginarijih. To so zmotne, napačne zaznave. To ne pomeni, da komplet nečesa ni. To bi bilo prej lahko, ne? Iluzija ne pomeni, da tam nečesa ni. Palica, ki jo potisnete v vodo, tako da malo ven gleda in se vam zdi, da je prelomljena. Dejansko je tam. In voda tudi je tam. Ne? In občutek, da je prelomljena tam, kjer štrli iz vode, tudi je tle noter. Vse je res. Samo sklep je napačen. Palica je prelomljena. Ne? V tem je tudi, rekel, ta trdovratnost iluzije. Če bi bila iluzija zgolj totalno napačna zaznava. Ljudje ne bi imeli kakšnih posebnih problemov. Ne? Spoznali bi, ja, pa res, zmotil sem se une plaščka, na dol ni rdeč, ampak je zelen. Ja, imaš prav. Ne, problem z iluzijami je hujši, na nek čuden način so pravzaprav resnične. Zato se jih je tako lahko uklepati. Bo pa ja vedel, da je bilo tako, saj sem bil tam, saj sem videl na svoje oči. Človek je tako iskreno prepričan, da je tisto res, ni šans, da ga prepričate v nasprotno. V tem je štos, da človek, da človeško bitje zaradi svoje nezavedne želje se lahko oklepa nečesa tako močno, da ga sploh ne morete od tega odpraviti, na noben način. Zato ne smemo biti tudi, recimo, veliko, krat se to dogaja ljudem, da so preveč ostri v svojih obsodbah. Ta je pokvarjen, on je zloben, ta je perverzen, ta je tak, ne, prehitri so. A veste, tudi to, kar vidim, zdaj bom dal spet en tak dramatičen primer, sem kot ucvirk, vem, da je problematičen, že vnaprej trdim, da je problematičen, ampak ga bom vsem dal za ilustracijo. Mislim, da mnogo dlje pridemo, če izhajamo iz tega, kar sem zdaj rekel, naprimer, ko poskušamo razumeti Hitlerja. Kot pa če reče, lunatik, norce, bil psihopat, te nikamor ne pridemo. Dlje pridemo, jaz še zmeraj seveda trdim, da je bil zločinci in to sploh nikaj, ampak dlje pridemo pri pojasnjevanju, če poskušamo odgovoriti na tole preprosto vprašanje. V katere iluzije je Hitler iskreno verjel. To ne pomeni, da zdaj kaj manj kriv. Prosim. Ampak pojasnjevalno moč ima pa to vprašanje veliko. V kaj je on iskreno verjel? Jaz verjamem, da je vsaj na določeni ravni, ali pa do določenega trenutka, v nekatere zadeve iz Mein Kampfa, če ste prebrali, še ena literatura, iskreno verjel. Tako kot jaz verjamem, da je tale stol tukaj na tele rdečkaste barve, kakšne že vinsko rdeče. Kako se tega reče sploh? No, ni zeleno v glavu. Ali pa da je Stalin, ko je pač prišel na oblast in je poskušal graditi neko komunistično državo kot prvo na svetu, vsaj do določenega trenutka, določene stvari, pač iskreno verjel, da tako mora biti. Ne pomeni še enkrat, da ni kriv. Ampak on je človeško bitje tako kot jaz in tako kot vi. In to, o čemer smo danes govorili, velja za vsako človeško bitje. In naslednjič bomo videli, zakaj je pravzaprav tako težko nekoga obsoditi. Ampak to bo res naslednjič. Ok, še tega pa moram povedati. Imam 3 vprašanja. Desetih tle. Dobro, bom probal na kratko. Kaj je vloga plačila pri analizi ali GPS? Kaj je trajno dotok Freudovo prvo delo, kako ga je mogoče brati? In ego, tla pod nogami, kako je z mikrotviki ega in ali igra dnevno-nočni ritem kakšno vlogo torej sanje pri mikrotvikih ega?
Najbolj me zanima, kaj je vloga plačila v analizi in ali gre brez. Ja, dajmo, ok, no tole pa bomo pa drugič, zapište si. Ja, to je zelo pomembno, zakaj? Vsi veste iz vsakdanjega življenja, kako velike probleme nam povzroča, če smo kdaj komu kaj dolžni. Ne mislim samo na to, da dolgujete nekomu 5 evrov, pa veste, da mu dolga. Ne, govorim na neko drugo, o nekim drugem dolgu govorimo. Kaj je s tem? Nekomu naredite neko uslugo, naprimer, starši skrbijo za svoje otroke 20 let. Potem grejo starši otroci v krog, ne? In čez nekaj časa se zgodi to, kar je del folklore. Starci začnejo čez otroke, nehvaležna mladina, mi smo toliko naredili za nje, oni pa zdaj še časa nimajo, da mene tam ne pospremil do bolnice, ker sem že razbetežen. Poznamo to. Tukaj ne gre za kakšne materialne dolgove. Starši zle pa ne rečejo, zdaj pa ti meni dolžen, ker sem ti to plenic kupil, pa mleka, pa unga, to je neumnost. Gre za nek drug dolg. Gre za nek mentalni dolg, ki pa ni izmerljiv. A veste, zelo težko je reči, da ste zdaj nekomu kaj dolžni, a niste. Nekdo vam je neko uslugo naredil, pa ni hotel imeti denarja za to. Glej, pozab, to sem ti jaz naredil. In vas že začne malo grist, pismo, čakaj, zdaj moram jaz njemu nekako to vrniti, A razumem, kaj so zelo mikro zadeve, ko se lahko čutimo dolžni. Nekdo je dolžan nekomu, nekaj ni naredil. Ok, da bi se temu absolutno izognili, se analiza plačuje. In se reče, toliko minut, toliko ur, pika. In toliko evrov, nihče ni nikomur nič dolžan. V analizi se to mora zgoditi. Tam ne sme biti. Predstavljajte si, da analiza ni plačljiva. In hodi pacient 10 let k analitiku. Vsak teden 50 minut. Seštejte, koliko je to minut v 10 letih. Se ga mora pobrati, ko se vpraša, čakaj, lepa, 10 let me je poslušal, prenašal, razlagal, toleriral. Koliko je on me življenje spremenil? Ja, kaj sem pa jaz njemu dal? To je neznosno. Če je pa plačljivo, se pa ve. Jaz tebi vse moje znanje, izkušnje, bla, 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 ti meni toliko evrov, o tem ne razpravljamo več, pika. Zadeva je čista. To je to. Pa dajmo res drugič naprej. Dobro. Ok. Hvala lepa.